katerega se udeležujejo upokojenci iz celotne Slovenije. Še prav posebno veselje mi je, da to ni zgolj seniorsko pustovanje, ampak da tukaj vidimo različne generacije. Torej, to medgeneracijsko druženje in pa povezovanje tudi v tem sproščenem, pustnem vzdušju ima zagotovo prav poseben pomen, saj menim, da je to vrstnih trenutkov resnično premalo. Kljub temu, da se v Sloveniji soočamo tudi z resnimi demografskimi vprašanji, ki jih seveda rešujemo z sprejemanjem zakonov in pa tudi zagotavljanjem finančnih virov, in tukaj nas prihodnje čaka veliko dela, je seveda prav, da se tudi na takšen način družimo, povezujemo in lepšamo trenutke en drugemu. Prepričana sem, da tudi to medgeneracijsko druženje, prijazen stisk roke, pogled v oči, tudi kakšen skupaj odplesan ples, lahko pomeni polepšanje dneva marsikateremu starostniku, prav tako pa je seveda v zadovoljstvo tudi nam, mlajšim generacijam. Torej danes želim vsem eno odlično pustovanje, odlično zabavo na Ptuju. V prihodnje se bomo pa seveda lotevali tudi kakšnih veliko bolj resnih tem. Člani dnevnih centrov aktivnosti za starejše iz Ljubljane zelo radi prihajamo na pustovanje na Ptuj, ker radi plešemo, dobro jemo, se zabavamo in zdaj smo že tretje leto zapored in vsako leto poberamo nagrade in letos smo še posebej veseli, ker smo dobili 2 nagradi in sicer 2 tretji mesti, tretje mesto za skupinsko masko, zapornica iz Povšetove, da vas slišim punce. In pa še tretje mesto posamično srebrno radgonsko penino. Ja, čestitam. Že načrtujemo masko za naslednje leto, tako da jih bomo presenetili še enkrat. Hvala lepa in čestitam. Hvala. Mesto Ptuj je najstarejše slovensko mesto, ki stoji na tisočletnih utrdbah rimske vojske na duhovnem izročilu svetega Viktorina, ki je gradil v srednjem veku, gradil visoko kulturo, tako arhitektonsko, materialno in kulturno. Zadnja stoletja pa je znan po ptujski posebej, po ptujskih kurantih in po folklorni tradiciji. Danes ima Ptuj tudi izjemno močno sporočilno moč. To kaže tudi letošnji Prešernov nagrajenec, gospod Stojan Kerbler. Srečanje, medgeneracijsko srečanje, ki ga organizira Alma Mater Evropea z ptujskimi institucijami, je izjemno pomembno. Mi namreč gradimo na, rečemo, vključevanje in medgeneracijsko sožitje namesto getoizacija. Vključiti je treba starejše, treba je vključiti mlajše, treba je vključiti tudi vse druge, ki so mogoče tako ali drugače potrebni posebnega tretmana ali posebne pomoči.
naši študente, Veronika in Lidija in mnogi drugi, so pokazali srčnost, izkazujejo tudi srčnost. V okviru socialne gerontologije pa gradimo program medkulturnega sodelovanja, medkulturnega sožitja in predvsem gradimo na sporočilnosti, da je treba sožitje pospeševati in graditi v različnih oblikah, tako aktivno in produktivno staranje, pomoči potrebnim pa tudi vse do paliative in hospica. Bi rad izrazil veliko veselje in zahvalo vsem dobrovoljnim danes upokojencem tukaj na Ptuju, da so se pridružili našemu medgeneracijskemu srečanju.